Hvala za besedo. Mogoče malo nižji. Takole, sem bolj majhna. Naj vas vse skupaj najprej lepo pozdravim. Vodni detektiv je star 20 let. Ob taki jubilejni obletnici je pa dobro, da se spomnimo njegovih začetkov. Rodil se je kot ideja iz v bistvu neke frustracije. Konec 90-ih let sem namreč sodelovala kot prostorska planerka skupaj z eno veliko skupino različnih strokovnjakov za vode in pripravljala vodno-gospodarske vsebine za prostorski plan Slovenije. Takrat so me vodarji zelo veliko naučili. Ko pa so te strokovne podlage trajale in smo jih nekako sestavljali, je prišel čas, ko je bilo treba pač te strokovne podlage soočiti z drugimi strokami, predvsem pa s planersko. In takrat se je začela frustracija. Namreč isti tekst, ki se je kasneje pač udejanil v novi strategiji prostorskega razvoja Slovenije, smo pač gledali različne stroke in ga istočasno pač delale. In takrat se je izkazalo, da skratka po vsakem sestanku smo ugotavljali, kako je isti tekst, kako ga različno razumemo, pa pravzaprav govorimo iste besede. In takrat se je pač nekako padla ideja, da je treba dosti širše zastaviti to izobraževanje, da v bistvu je, če hočemo v prihodnosti delovati kot, da se bomo dejansko razumeli, da bomo razumeli, kako se sistem voda, da je enostavno potrebno delati z najmlajšimi. Namreč zakaj z najmlajšimi? Zaradi tega, ker najmlajši imajo doma starše. Najmlajšim starši pomagajo pri domačih nalogah, pri kakršnih koli nalogah. Pomagajo jim dedki, babice. Skratka, če pravilno zastavimo naloge, pravilno postavimo stvari, potem v bistvu vplivamo ne samo na otroke, ampak dejansko tudi na njihove starše, na lokalno skupnost. In iz tega se je rodila ideja o vodnem detektivu. Takrat znatno podporo profesorja Francija Štajmana in pa profesorja Borisa Kompareta in seveda z podporo Ministrstva za okolje in prostor se je projekt začel. V letu 87-88 je nastala drobna knjižica in sicer preprost vodnik za mentorje in prvi natečaj, ki se je nosil zelo preprostimi voda. Naš cilj je bil, da zainteresiramo pač toliko šol, da napolnimo 2 avtobusa otrok in jih peljemo na ekskursijo. Rezultati so bili pa popolnoma drugačni, fenomenalni. Skratka, prvo leto smo, kljub temu, da smo šolam dali nalogo, da pošljajo na natečaj samo izbor najboljših nalog, smo prispele prispevke, skratka kuverte, merili v metrih. Prvo leto jih je bilo več kot 2,5 metra. Tako da bilo je skoraj med 7.000 in 10.000 otrok je sodelovali, 200 mentorjev približno. To je bilo neverjetno. Kasnejša leta nismo več dosegali take številke, ampak v naslednjih 20 letih smo obdelali 20 različnih tem. Vsaka tema je bila pač bolj ali manj, zanimiva za različne stroke, bolj ali manj težka, ker so bile pač zelo specifične in pač drugačne, kar boste videli na razstavi ali pa nekateri že ste. Skratka, kako pravzaprav delamo s tem natečajem. Vsako leto oziroma ves čas spodbujamo mentorje, da učence spodbujajo k skupinskemu delu. Zakaj skupinskemu delu? Zato, ker pravzaprav se vemo vsi, da vode ne moramo obvladovati sami, ampak da moramo delati skupaj. To je osnovno sporočilo tudi tega natečaja vsako leto.
Potem drugo pravilo pa je, da jih prosimo, da ne glede na to, na kakšen način se lotijo otroci natečaja, da najprej problem, ki je predmet natečaja, da ta problem raziščejo, da razumejo, doumejo, zakaj se gre in šele potem se lotijo naloge. Naloge se pa lahko lotijo na dva različna načina. Kot likovno-literarni projekt ali pa kot raziskovalni projekt. Če je to likovno-literarni projekt, potem jih spodbujamo, da se poskušajo uživeti v naravni pojav, skratka, da poskušajo dojeti, kaj pravzaprav pomeni ta proces, da razmišljajo, kako razmišlja reka, naprimer, če mora poplavljati mesta, ali pa kako se počuti plaz, ker so ljudje zdaj postavili na njegovo mesto, skratka, v tem smislu, da se obrne razmišljanje, da pač malo razmišljamo izven tiste običajne škatle, v katere običajno razmišljamo. In otroci so fantastični, oni znajo to krasen in zelo uživajo in so zelo uspešni pri tem. Medtem ko raziskovalne projekte pa poskušamo otroke zmotivirati na ta način, da delajo čim več na terenu, da delajo čim več eksperimentalnega dela, da delajo poskuse in tako naprej, skratka, da imajo stik z materijo, da opazujejo, da pač direktna izkušnja je pomembna. In skratka, to. In zdaj, kakšni so rezultati? Rezultati v teh letih je cela vrsta fantastičnih pravljic, ki so jih napisali, ali pa vsaj osnovnih zgodb, tudi so recimo zelo čustveno doživetja ali pa podoživetja kakšnih travmatičnih dogodkov, ki so jih te otroci tudi doživeli, recimo s poplavami ali pa plazovi. Celo smo dobili zgodbe doživljajske, ko so dejansko te otroci imeli, so jim bližnji umrli. Skratka, poleg tega pa je nastalo tudi kar nekaj javnih objav, ne samo člankov, celo knjige so nekatere šole natisnile iz teh izdelkov, potem so nastale tudi pač publikacije raziskovalne, na pobudo šol in otrok so nastale nove učne poti, učitev se je marsikaterkal. Skratka, kar vrsta nekih drugih takšnih aktivnosti. Skratka, čas je, da se zahvalim vsem mentorjem za njihovo požrtvovalno delo, za njihovo spodbujanje in za motiviranje otrok. Hkrati bi se rada pa zahvalila vsem tistim šolam, ki so v teh 20 letih dobile največ nagrad, in za te nagrade so pa zaslužni predvsem mladi vodni detektivi, ki so pa marsikateri od teh mogoče že tudi v službah. Tako da toliko sem imela jaz zapovedati, zdaj pa besedo predajam naprej. Hvala.